Slovenska demokratska stranka je včeraj in danes tukaj na Koroškem obravnavala tako tekočo gospodarsko in politično situacijo v Sloveniji, kot in še predvsem projekcijo te situacije v prihodnjih 4 letih. Seznanili smo se z predvidenim javnofinančnim okvirom države do leta 2016, z najpomembnejšimi socialnimi izzivi, ki čakajo Slovenijo v prihodnjih 4 letih, zunanje političnimi izzivi in seveda tudi z nekaterimi odgovori na aktualno vprašanje v zvezi z odprtimi tekočimi problemi, kot so nekatere naložbe v energetiki in podobno. S programom za volitve se seveda nismo ukvarjali, kajti Slovenska demokratska stranka je ta program predstavila že junija. V končni verziji, glede na to, da smo zbrali še veliko dobrih dopolnitev, bo sprejet na volilni konvenciji na začetku volilne kampanje. Danes smo se ukvarjali predvsem z ključnimi odgovori v tem drugem delu na vprašanje, kako gospodarsko in politično odgovoriti na te izzive, ki čakajo Slovenijo v prihodnjih 4 letih. Odgovori Slovenske demokratske stranke gredo v smer, da je na gospodarski in socialni izziv edini odgovor več ustvariti in odpirati nova delovna mesta. Vsako novo delovno mesto je tudi najboljši odgovor v okviru socialne politike. Potrebno pa je zagotoviti tudi pravično delovanje države, torej nepravna država, ki pač deluje enkrat tako ali drugače, temveč pravična država, ki bo zmogla državljane obravnavati ne glede na to, ali so bogati, ali so revni, ali imajo takšne ali drugačne zveze, in pravična država, ki bo sposobna mladim zagotoviti enake izhodiščne možnosti za življenje. Ko gre za politični odgovor na te izzive, pa smatramo, da Slovenija v prihodnjem mandatu potrebuje trdno vlado, trdno koalicijo, nekakšno koalicijo razuma, koalicijo za Slovenijo, ki bo sposobna dajati v ospredje razvojna vprašanja, ki ne bo sprta med sabo, ki ne bo razpadla sredi mandata, ampak bo zdržala te pritiske in po 4 letih lahko pokazala tudi rezultate. In če bo potegnila črta, pod nje bo ključen rezultat večje blaginje ljudi. Katere stranke bi bile potem sprejemljive za vas v koaliciji? Torej, mi želimo dober rezultat na teh predčasnih volitvah tako Novi Sloveniji kot Slovenski ljudski stranki, pa tudi vsem ostalim strankam, ki bodo sposobne v tej volilni kampanji predstaviti rešitve za ključne gospodarske, socialne, pa tudi moralne probleme, s katerimi se srečuje Slovenija. Ste lahko konkretnejši, katere reforme obljubljate v prihodnjih letih? Čim po teh 3 letih govorjenja o reformah to besedo ponoviš, izpadeš nekoliko tragikomično, zato je jaz ne bom uporabljal. Zagotovo pa Slovenija v naslednjih 4 letih, poleg teh zelo hitrih odgovorov na krizo, ki jih je treba dati v prvih 100 dneh po imenovanju vlade, potrebuje tudi strukturne prilagoditve spremembam, ki so jih povzročile spremembe v globalnem svetu, pa tudi spremembam, ki so v naši okolici, pa se seveda na nje v teh zadnjih letih, ne samo v zadnjih 3 letih, ampak tudi prej, nismo ustrezno odzvali. S tem zvezi bo potrebno priznati tudi nekatere napake in zamegljevanje ali pa tiščanje glav v pesek, ne samo v zadnjih 3 letih, ampak vseh 20 letih slovenskega razvoja. To so te ključne stvari in pač mi smo pripravljeni sodelovati z vsakim, ki bo ponujal odgovore. Kako pa komentirate morebiten vstav Zorana Jankovića v to kampanjo in kakšno predvolilno kampanjo pravzaprav pričakujete? Če bodo v to volilno kampanjo vstopili igralci, ki so že znani, ki so seveda pokazali svoje pristope, predvsem v smislu večjega zadolževanja, bodisi države, bodisi občin, potem to ne bo najava nečesa novega oziroma politike, ki jo Slovenija potrebuje, ampak bo to nadaljevanje neke politike, ki je Slovenija ne zmore več. Tako da
vsak, ki bo šel to volilno tekmo, bo po mojem mnenju presojen prvič po tem, kaj bo ponujen, drugič po tem, kar je že doslej naredil, in jaz upam, da se bodo ti vatli uporabljali za vse enako. Sicer so bo to še hipotetične možnosti in nima smisla s tem izgubljati preveč časa. Tudi Slovenska demokratska stranka se v tej volilni kampanji ne bo ukvarjala z drugimi, ne bo se ukvarjala s strankami, ukvarjala se bo z volivci, skušala jih bo prepričati, da ima dobre rešitve za te ključne probleme, pred katerimi je Slovenija, vendar je na volivcih, da se odloči. Prve javnomnenjske raziskave vam napovedujejo zmago, po drugi strani pokaže na veliko neopredeljenost volilnega telesa, kar polovica volivcev za zdaj še ne ve, koga bo volila. Zakaj menite, da je tako in kako jih boste prepričali? Ne boste verjeli, vendar če greste na arhiv te agencije, ki zdaj tudi napoveduje veliko število neopredeljenih, se pravi Nina Media, in pogledate njihovo javnomnenjsko raziskavo za september leta 2004, se pravi za mesec, v katerem je Slovenska demokratska stranka zmagala takratne parlamentarne volitve, boste videli, da je tam, mislim, da 42% neopredeljenih pred volitvami, se pravi to, kar se danes prikazuje in pretirava s tem, ni kakšna velika posebnost. Je tudi dejstvo, da veliko ljudi na vprašanje pač ne želi odgovoriti, če jih nekdo kliče po telefonu, in te ankete so seveda uporabne, če jih vzameš več skupaj, če dlje časa zasleduješ nekatere trende in če seveda znaš prisluhniti tudi sicer razpoloženju v javnosti. Samo ankete veliko krat pač zavedejo. To, da je pa še določeno število neopredeljenih, ni to prvič, to je bilo vedno, ampak v tej situaciji je to lahko seveda tudi neka dobra stvar, ker pomeni, da pač ljudje še čakajo na nekatere rešitve, da se zavedajo globino krize, v kateri je Slovenija, in da želijo konkretne odgovore. Mene še ena stvar zanima. Če boste dobili večino v parlamentu, boste poskrbeli za hitrejše imenovanje vlade. Zdaj vemo, da se najprej imenuje premijer, potem ministre. Se vam zdi zdaj pravi trenutek, ko smo v krizi? Slovenska demokratska stranka je že vložila v proceduro v Državnem zboru in Ustavni komisiji zelo konkreten predlog, preko katerega je možno vlado oblikovati zelo hitro, tako kot v večini drugih evropskih držav. Vendar je to ustavna materija, zato je potrebna sprememba ustave, kar se mi zdi, da seveda takoj po volitvah, preden se oblikuje neka trdna ustavna koalicija, najbrž ne bilo možno. Možno pa je seveda tudi v okviru obstoječih postopkov uporabiti najkrajše roke, da se to da, končno kaže tudi sedanja situacija, ko imamo predčasne volitve brez velikega kompliciranja, čeprav se je prej v Sloveniji 18 let govorilo, da to ni možno. Še o energetiki ste govorili, kaj konkretno vemo, da je v vprašanju 6. parlamentarni Šoštanj, kaj ste ugotovili na stranki? Gre za investicijo, ki jo slovenska energetika potrebuje, oziroma jo potrebujemo slovenski uporabniki električne energije, ker kljub temu, da veliko govorimo o obnovljivih virih in da je treba delati na tem in da je to seveda prihodnost, preko noči teh virov ni možno zagotoviti. In je seveda potem samo vprašanje, kako ta čas do takrat zagotoviti zadovoljivo energetsko oskrbo. In eden od odgovorov, ki se je ponujal dolgo časa, ki je bil z velikim soglasjem izbran, je tudi nadaljevanje proizvodnje elektrike v Šoštanju na bolj ekonomičen in tudi ekološko bolj sprejemljiv način, kajti ta elektrarna bi proizvajala z isto količino premoga več električne energije in emisije bi bile manjše. Če tega projekta ne izvedemo, bo čez nekaj let država v situaciji, ko se bo enostavno nadaljevalo kurjenje v starih kotlih, ki so ekološko bolj sporni in tudi manj ekonomični. Samo govorjenje o tem bo prineslo natančno to rešitev. Tisto pa, kar je potrebno preveriti, kjer morajo investitorji in odgovorni dati odgovore slovenski javnosti, pa je vprašanje cene. Slovenska javnost namreč zasluži odgovor na vprašanje, zakaj se je projekt podražil 600 milijonov evrov po prvotnih načrtih na milijardo 300 milijonov. Teh odgovorov pa
slovenska javnost ni slišala, tudi tisti, ki se s tem hočeš nočeš bolj ukvarjamo, se v odgovoru nismo slišali in jih bomo terjali. Se pravi, potrebna bo neka resna revizija, ki bo pokazala, ali res za ta denar dobivamo toliko, kot je to primerljivo v Evropi. Kako menite, da... Za vas presenečenje? Ta stranka je naslovila neko temo, ki obstaja. Videli bomo, koliko volivcev se bo dejansko prepoznalo samo v tej ponudbi. Lahko pa rečem, da je zadnjih 10 let razvoj v Evropi in v svetu pokazal, da ni rešitev v tem, da se samo ena stranka, običajno zelo majhno, ukvarja z ekološkimi vprašanji in trajnostnim razvojem, ker se morajo s tem ukvarjati vse stranke, tudi večinske in tudi Slovenska demokratska stranka ima močan ekološki forum, ki je tudi danes prisoten na tem posvetu. Imamo odgovore na ta ekološka vprašanja. Veliko strokovnjakov, ki dela na tem področju, deluje v našem strokovnem svetu in če bo katerakoli nova stranka tudi ta okrepila ta prizadevanja, je to samo za pozdravljanje.